zaradi Amerike. A smo pripravljeni? Tudi vi, gospa. Vas zmeraj vprašam posebej. Te države dolgo ni bilo v novicah, ta teden pa v tem prihaja neverjetna novica, za katero ste verjetno vsi slišali, ker čista takšnega ni nihče pričakoval. To stink the house out when you're with your Beverly Hills besties. How embarrassing. So I give every bathroom the VI Poo treatment. Spray generously before taking your seat, and VI Poo forms a protective layer, trapping the icky smell of your devil's donuts. A ni neverjetno? Srad greš kamorkoli. Pa ti ni treba skrbeti, da bo oseba za teboj padla v nezavest zaradi smrdu. Dajte si predstavljati. Trump ste rekli? Trump pravite? Kakšen Trump? A ja, sej res. Kaj je pa bilo? Donald Trump je suvereno zmagal. Podjetnik, tajkun iz New Yorka bo postal 45. predsednik Združenih držav Amerike. Jebeti. Donald Trump, predsednik Amerike. Kaj v kakšnem filmu z 80-ih, a ne? Amerika. Imam en izdelek za vas, by the way. Zdaj sam v Ameriki je mogoče, da najprej zgodovinsko izvolijo prvega temnopoltega predsednika, ga imajo 8 let, pa izvolijo prvega oranžnega predsednika, ki ga uradno podpira Ku Klux Klan. Skupina rasistov, ki že 150 let uničuje povsem dobre rjuhe, je v svojem časopisu rekla, da bo Trump spet naredil Ameriko veliko. V glavnem, zdaj, ko bo črnega predsednika zamenil oranžen, lahko dejansko rečemo, da je oranžna res nova črna. In črno je tudi dejstvo, da ima Amerika 4500 jedrskih konic. Njihov šef je pa ta zmešan smoki. No pa sej, če bila Hillary, bi bilo pa isto, da ne bi bilo nič drugačno. Kakorkoli, v našem uredništvu novica o predsedniku Trumpu ni bila presenečenje. Sam sem namreč to napovedal že sredi maja letos. Napovedujem, da bo Donald Trump jeseni postal predsednik Amerike. Ja, priznam, nisem sam tega napovedal, ampak Magnus Novak je takrat to prebral iz drobovja Gorskega orla. Kakorkoli, v torek je bil dan volitev in boj je bil napet. Kdo je spremljal štetje glasov na televiziji, se mu je verjetno zdelo, da gleda konjske dirke. Tekmovalca sta bila pa tudi ista. Zdaj, Trump je na volišče šel z Melanijo in poskrbel, da ne bo šlo nič narobe. Slovenko imaš za ženo, moraš preveriti, če glasuje zate. Jaz dvomim, da je Tanja volila Boruta. Ona je točno vedela, kaj bo čakal Slovenijo. Meni se zdi, da je Trump bolj preveril, če Melania sploh razume, kaj obkroža. Slučajno, kaj Hello Kitty risala tam. No, po dolgih urah štetja in napetega spreminjanja rezultatov so le potrdili, da je Donald postal 45. predsednik ZDA. Je pa ta na zmagoslavni govor prišel zelo čustven. Dragi moji, to niso solze sreče, ampak panika. Trumpu se sploh ne sanja, kako bo to sfuril. On je šel za hec malo kandidirati, to je bil za njega še en reality show. Folk je pa zagrabil, kot pižama sendvič. Glejte, Trump je poskusil narediti vse, da ga ne bi izvolil, ko je videl, da so stvari resne. Žaluje vse po spisku, kregel se je z ljudmi na Twitterju. Po moje je sam medijem dal posnetke v šlatanju mus. Sam, da mu ne bilo treba biti predsednik. Zdaj pa zmagal in zdaj pojma, kako bo to spelu. Kaj če bo mogel izpolniti svoje obljube? Človeka je strah, a mene ni strah. Prav ga, zmešanega in nepripravljenega Trumpa so namreč uspavali in na njegovo mesto dali dvojnika, ker to je edina razlaga za tale govor. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. Mogoče niste videli, ampak Trump je govor prebral s trotlbobna. Trump nikoli, odkar je razglasil kandidaturo, ni bral govorov. Prvi dokaz, da to ni pravi Donald. 1 leto in pol je delil narod, zdaj pa govori o združevanju.
kaj mu je Pahor poslal SMS, da ful pali, če si predsednik vseh. Hashtag skupaj, hashtag Boruticar. Ne vem, tak preobrat je meni zelo sumljiv, no. Isto, kot se Janša en dan zbudil, pa se spreobrnil Vislam, pa se poročil z Mahničem. Za pričo si pa Kučana zbral. Si predstavljate? Žan, bi bil moj mož v imenu Allaha. Milan, požegnej. Jaz danes nem spal. No, kakorkoli Slovenci smo predvsem veseli, da je v Belo hišo prišla Slovenka. Jaz vam povem, da bo v Beli hiši ogromen sprememb. Vsa okna bodo cel cajt zaprta, ker ne sme biti prepiha. Pa prvič v zgodovini bojo na vseh oknih zavese. Pa vrtni palčki bojo pri vhodu, na balkonih begonje, za Belo hišo bojo pa postavili barako za orodje. Pa en kurenk, če ne bo to že not. Predsedniško knjižnico bojo dali zbirko slovenskih klasikov, Mohorjeve založbe. Vsaka delegacija gostov pa mora copate obuti, ker so likar parket spucali, pa ni fajn, če se pozna. Je pa res, da se bo prvič zgodilo, da se bo milijarder vselil v neprofitno stanovanje in iz nje vrgel v temnopolto družino. To... Da mi glede, to, da je Melania v Beli hiši, je nekaj posebenega, ne? Ampak zares je uspela, ko je narodno-zabavni ansambel o njej napisal komad. Melania je našla tržno nišo, prek Trumpa bi prišla v Belo hišo, iz Sevnice direktna vrh sveta, ker nosima za pravega moža. Fantje, sam paste, da vas njena odvetnica, Pirc Musar, ne posluša, ko bo na vas naščuvala čivavo. Je pa dejstvo, narod moj, da je to z Melanijo fantastična priložnost. Slovenka je žena najmočnejšega predsednika na svetu. Hrvati nas ne bojo več jebali, to je enkrat ena. Zdaj lahko zahtevamo pol Dalmacije, par otokov, pa vse jebene ciple do Srbije. Pa Trslak dobimo nazaj. Melania, naredi Slovenijo spet veliko. Dobesedno, please. Plus tega, da bo Trump za gradnjo zidu na mehiški meji rabil podizvajalce. Veste, koliko preplačenega materiala je to? Ivan Zidar bo naenkrat čil in zdrav. Hilda bo ustanovila novo firmo, ko pride z resta. Simona Dimic bo lahko celo sosesko zgradila z gradbenim materialom, ki bo slučajen padel z kamiona. Narod, to je za Slovenijo nova doba. Mogoče pa en dan postanemo 51. zvezna država z glavnim mestom Sevnico. Kaj pa veš? No, in ko smo že pri Sevnici, v znak podpore Melaniji Knaus so v 51. zvezni državi priredili posebno slavje. Melania je našla tržno nišo, prek Trumpa bi prišla v Belo hišo. Kje ste pa dobili to nastavo? Na Speedway Krško. Na Grand Prix. So posodili? Ja. Čakaj, je pa prav, da je to kja, da ne bo kaj? Je prav, da ne bo kjer, dejte ve, kdo ve, če je prav postavljeno. To se je šel zastavo jeskat na Speedway Krško. To je za Melanijo, bi razumel se kar. Tonček, imamo še kakšen per? Za Melanijo, našo Melanijo. Speedway Krško. No, ampak boste rekli, lahko se bolj potrudili, ne? Vsak zna zastavo izobest. No, Sevnci so šli korak dlje. Vse 4 zastave so dvignili v zrak s posebnimi efekti. Ne se zajebavati Sevncu, pubje. Sam ne se zajebavati. Si jo žerjava preparali domov, tim zastave dvignili v lepo šedo. Sam ne se zajebavati. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.